Slovenije, njegova ekscelenca, naš škof Jean-Marie Spajš. Njena ekscelenca, veleposlanica Republike Islandije v Republiki. Carlo Campanile soprogo. V Republiki Sloveniji gospa Namrata Sadeve Kumar. Gospa Jamie Linder Kaputjan. Slovenca veleposlanik Kraljevine Bahrajn v Republiki Sloveniji, dr. Naser Mohamed Yusuf Al-Balushi, soprogo. In je rekel, kako je to dobra država. Hello, everybody. Just a couple of sentences in English. I would really like to thank all of you who came here to the event hosted by myself and the Prime Minister. Especially thank you to all of you who came from other countries because you are non-residential ambassadors. I'm really glad to see all of you here. I would just like to share, a couple of my thoughts regarding the foreign policy, and I will do it in my own language, in Slovenian. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani doajen diplomatskega zbora, ekscelence, dame in gospodje ter ostali visoki gostje. Vesela sem in počaščena, da vas lahko prvič nagovorim in z vami delim vtise in pričakovanja glede našega skupnega dela. Brez odlične diplomacije, ki temelji na timskem delu, je namreč mednarodne odnose težko usmerjati. Bistveno je, da se poslušamo in slišimo, da sodelujemo in skupaj delujemo. Naj začnem z nekaj besedami, ki jih bom namenila splošnemu okvirju mojega razmišljanja o sodobni mednarodni skupnosti. Nato se bom posvetila nekaterim konkretnim vprašanjem, zatem pa bom z vami delila še nekaj misli o vsebinskih prioritetah predsednice za leto 2023. Kar vse tri dele povezuje, je moja iskrena težnja dati temu mandatu predsednice z vašo cenjeno pomočjo konkretno vsebino. Pri tem sledim temeljnemu načelu zunanje politike, ki predpostavlja čim boljšo usklajenost med predsednico ter izvršno in zakonodajno vejo oblasti. Menim, da ta usklajenost obstaja. Kjer so zdrsi in ti se, kot veste, dogajajo, se med seboj posvetujemo in se poenotimo. Zdrs ali odmik od skupne poti nikoli ni dober za državo. Ni v njenem interesu in njen ugled takrat trpi. Zato, da bo slovenska zunanja politika odsev našega ustavnega reda in širokega strateškega zunanjepolitičnega in notranjepolitičnega soglasja, se bom tudi vedno zavzemala. Zato sem vesela, da je z menoj danes tu predsednik vlade, ki bo predstavil poglede izvršilne veje oblasti na zunanjepolitičnem področju. Zelo dobro se zavedam izzivov, pa tudi problemov, ki nas obkrožajo. Glede izzivov, tu po mojem mnenju v letu 2023 dvoma ni. Kandidiramo za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov. Strinjam se, da je to pomemben cilj za vse nas. Spoštovani, tu sem pripravljena polno vključiti se v proces pridobivanja podpor v naslednjih mesecih do volitev. V našem interesu so seveda dobri odnosi s sosedi.
Gre za dinamičen del zunanje politike, kjer izzivov nikoli ne zmanjka. Verjamem, da tudi volje za njihovo reševanje ne. Mednarodno varstvo okolja, človekove pravice, demokracija, pravna država so cilji in vrednote, ki jih bom zastopala v svojih pogovorih z voditelji in voditeljicami ne samo naših sosed, pač pa vseh držav. Če se ozrem po problemih, bi jih morda na kratko nekaj izpostavila, brez posebnega vrstnega reda. Eden med njimi je implementacija Schengna. Sodim, da se ta še vedno izvaja, dovolite mi ta izraz, s figo v žepu, saj nadzor meja med državami šengenskega območja de facto ni ukinjen. Kljub temu sem seveda zelo vesela za Hrvaško in njeno vključitev v Schengen, saj to nosi tudi za nas pomembno sporočilo, da evropski integracijski proces ni mrtev. Je počasnejši, ni pa mrtev. In evropska integracija je v našem nacionalnem interesu, tudi delujoči Schengen je. Zavedam se tudi, kako nestabilna je situacija na Zahodnem Balkanu. Dnevno se soočamo z njo, skrbi me vsa geopolitika, ki se odvija na tem območju. Skrbi me poplava lažnih novic, proizvedenih na Balkanu in izven njega, in prek obojene nacionalistične retorike, ki je bila značilna za konec 80. in začetek 90. let prejšnjega stoletja. Ravno zato se mi proces Brdo-Brioni ne zdi potrata časa, kot se včasih zasledi v javnih razpravah, pač pa nujna in edinstvena platforma, kjer se voditelji regije pogovorimo, tudi če se vedno ne strinjamo in kjer se lahko tudi kaj dogovorimo. Nekdanji predsednik Pahor, ki ga lepo pozdravljam tu med nami, je seveda tu utrl pot, ki jo iskreno želim nadaljevati. V interesu Slovenije je nadaljevati s to pobudo, ki je dejavnik stabilnosti v tej regiji. Človekove pravice so, kot veste, globoko zaznamovale mojo dosedanjo kariero. Še naprej želim biti in bom prepoznana kot borka za človekove pravice. Kot sem obljubila že ob prisegi v Državnem zboru decembra lani, bom v prvih vrstah državljanskega poguma. Danes, ko se svoboščine kratijo po celem svetu, tudi tam, kjer se še nekaj let nazaj niso, je glas demokratičnosti, razuma, skrbi za človekovo dostojanstvo še toliko več vreden. Zavedam se, da bo včasih boj za človekove pravice tudi boj z mlini na veter. Že v Sloveniji je veliko ljudi, ki v človekove pravice ne verjamejo, eni zaradi lažnih novic in načrtnega populizma, drugi iz obupa, ker v praksi nimajo dostopa niti do temeljnih pravic. In eni in drugi zahtevajo načrtno delo nas vseh, da bomo lahko vsi živeli človeka vredno življenje, da zagotovimo dostojanstvo vsem, tudi najbolj ranljivim. Kot pravnica sem se vedno zavzemala tudi za vladavino prava. Kot predsednica bom enako zavzeto vedno delovala za vladavino mednarodnega prava. Zato zavračam vse politike, ki kršijo temeljna načela mednarodnega prava. To še posebej velja za stalne članice Varnostnega sveta, ki naj bi bil svojevrsten garant mednarodnega miru in varnosti. Ruska oblast se bo slej ko prej morala sprijazniti z dejstvom, da vojna in agresija nista in ne moreta biti sredstvo za doseganje zunanje političnih ciljev. Ravno to je glavni razlog, da je Evropska unija pretežno enotna, ko gre za ukrajinsko vprašanje. Še bolj kot doslej se mora Evropska unija vzpostaviti kot samostojen akter. Agresor se mora zavedati, da ima Evropa dovolj volje in moči, da brani demokratične norme in vrednote, ki jo vodijo k uresničevanju Schumanove vizije ne samo ekonomske, ampak tudi politične enotnosti. Sama si bom kot predsednica, kot pravnica in kot nekdo, ki globoko verjame v dostojanstvo vseh, vedno prizadevala za to, da se spori rešujejo po mirni poti. Zato me zelo boli, ko spremljam dogajanja v Ukrajini. Globoko se zavedam geopolitičnih razsežnosti vojne, njenih ekonomskih posledic, njenega vpliva na stabilnost Evrope ter mednarodne skupnosti kot celote.
Dovolite pa mi, da na tem mestu vendarle izpostavim čisto človeško razsežnost te nerazumne in nerazumljive vojne. Izpostaviti želim trpljenje tistih, ki so vanjo vpleteni neprostovoljno, trpljenje malih ljudi, če hočete. Vojna pomeni bolečo izgubo staršev, hčera, sinov, pomeni beg z doma v neznano, v tujino. Zato si še posebej močno želim takojšnje prekinitve spopadov in želim si dogovora med Ukrajino in Rusko federacijo. Toda hkrati želim poudariti naslednje. Temeljna zahteva Ukrajine za začetek pogajanj je ponovna vzpostavitev njene ozemeljske celovitosti. Kot predsednica Slovenije, države, ki je bila v svoji nedavni zgodovini razkosana in ponižana, tako stališče odločno podpiram. Zgodovina je jasna. Če popustimo agresorju, če žrtvujemo šibkejšo državo v upanju, da se bodo njegovi apetiti končali, naredimo strašansko napako. Taka napaka se je zgodila med obema svetovnima vojnama in je ne smemo ponoviti. Želim pa ponoviti stališče, ki sem ga zastopala praktično od prvega trenutka, ko sem vstopila v predsedniško kampanjo. V pogajanjih mora Ukrajina nastopati kot enakopravna članica. In ne samo to. Nikoli ne smemo pozabiti, da je bila Ukrajina žrtev agresije. Zato je dogovor lahko dogovor šele takrat, ko se z njim strinja Ukrajina. To sem posebej poudarila tudi v pogovoru s predsednikom Zelenskim, ki sem ga imela 9. januarja. Ukrajinska vojna je temeljito pretresla evropsko varnostno politično arhitekturo. Zveza NATO je zaradi ruske agresije spomnila na raison d'être svojega obstoja. Kolektivna obramba žal ni relikt preteklosti, obdobja hladne vojne, ostaja temeljni kamen transatlantskega zavezništva. Žal pa vojna preprečuje nujno potrebne razmisleke o prihodnosti. Ukrajinska vojna nam žal preprečuje te nujno potrebne razmisleke. Sodobni izzivi so mnogo bolj kompleksni, kot so bili še pred nekaj desetletji. Trenutni aktualna zunanjepolitična strategija ter resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije že prepoznavata negativne razsežnosti skokovitega razvoja informacijske tehnologije. Ta ima konkretne učinke tudi za človekove pravice. V kontekstu človekovih pravic se veliko govori o umetni inteligenci. Seveda zato, ker je prisotna že vse povsod, v proizvodnih procesih, globalnih verigah, logistiki, spletni varnosti in pri naših vsakdanjih opravilih, kot je čisto preprosto iskanje po spletnih brskalnikih. Čedalje bolj kršena in ogrožena je pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Ko pogledam okoli sebe doma in po svetu, ugotavljam, da je prostora za to vrstno zagovorništvo ogromno. Predsednik vlade, dr. Golob, je strokovnjak za energetiko in je takoj, ko je vstopil v politiko, postal eden prepoznavnejših evropskih voditeljev. Sama imam veliko strokovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov. To nišo bom seveda izkoristila tudi zato, da uveljavljam določene politike in predloge, ki so koristni res ne samo za Slovenijo, ampak za ves svet. V tem kontekstu bi rada posebej načela še eno aktualno temo v povezavi s tehnološkim razvojem. Dostojna politična komunikacija oziroma komunikacija kot vrednota me bosta spremljali povsod, tudi v zunanji politiki. Od vsakega politika, ki mu je mar za ljudi, ki so ga ali jo izvolili, je pričakovati, da bo z besedami in informacijami ravnal odgovorno. Da bo v svojem diskurzu vztrajal, da je vsako informacijo treba preveriti. Da bo kot nesprejemljive izpostavljal medije, ki objektivno zavajajo, namenoma napačno interpretirajo realnost. Kako hudo negativen učinek na mednarodne odnose ima lahko zavajanje z informacijami, smo lahko izkusili že v zgodovini, ne samo v preteklih nekaj letih. Srebrenica,
se zagotovo ne bi zgodila, če ne bi bilo propagande in sovražnega govora. Tudi genocid v Ruandi leta 1994 se je začel z besedo s sovražnim ščuvanjem. Ali tragedija Rohing, kjer bo treba odgovornost iskati tudi pri družbenih omrežjih in multinacionalkah, ki jim je prepogosto mar zgolj za dobiček, brez kakršnekoli refleksije o poteptanem človekovem dostojanstvu, ki ga z neregulacijo vsebin družbenih medijev seveda omogočajo. Svoboda izražanja je temelj vsake demokracije, a ima in mora imeti svoje meje. Je predvsem omejena s pravicami drugih. To so teme, ki se jim nameravam posvetiti med svojim predsedovanjem, niso pa edine. V prvem letu želim posebno pozornost posvetiti dvema področjema, ki sta pomembni za več generacij. To so podnebne spremembe in enakost spolov. Obe področji imata tako domače kot mednarodne razsežnosti in pomen. Pri podnebnih spremembah preprosto ne moremo in ne smemo preslišati upravičenih pričakovanj vseh, ne glede na starost. Pri enakosti spolov pa želim posebej poudariti razumevanje pomena spola v povezavi z drugimi osebnimi okoliščinami, kot sta na primer slab ekonomsko-socialni položaj ali določena starost, ki dodatno krepita neenakost v družbi. Kot predsednica Slovenije sem ponosna na našo izjemno visoko biotsko raznovrstnost v globalnem merilu. To nas uvršča med izjemno pomembne zglede biotske raznovrstnosti na Zemlji. Bogati smo z vodami in mokrišči, gozdovi in travniki, zato se nas je upravičeno prijel sloves zelene dežele. Kljub tem izjemnim danostim pa seveda tudi mi nismo imuni na dve globalni krizi, na podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti. Zato je okoljska varnost in s tem poziv k reševanju podnebne in biodiverzitetne krize eden od vsebinskih temeljev mojega predsedovanja. Narava je naš zeleni kapital. Zato je pravica do zdravega življenjskega okolja v Sloveniji ustavna kategorija in to z razlogom. Le človek, ki živi v zdravem okolju, živi v pogojih, v katerih lahko polno živi in ustvarja. Prav tako je bila v ustavo dodatno vključena pravica do pitne vode. Voda je nafta prihodnosti in ogromno je teženj po njeni privatizaciji, sploh v svetu, takšne poskuse pa smo imeli tudi v Sloveniji. Pravica do čiste pitne vode in pravica do zdravega in čistega okolja sta človekovi pravici. Glede obeh pravic ima slovenska diplomacija posebno dejavno vlogo, kar seveda zelo cenim. Ključno vprašanje je, kako omenjeni pravici zagotoviti, in to bo moj glavni poudarek na organizaciji Združenih narodov, ko bo vodna konferenca marca letos v New Yorku, od katere si ne želim le lepih besed, temveč čim bolj konkretne pobude in zaveze. Blaženje podnebnih sprememb in zaustavitev upada biotske raznovrstnosti vidim kot najpomembnejši preživetveni izziv našega časa. Že danes čutimo posledice vsi. Za dosego cilja iz Pariškega podnebnega sporazuma, da se ozračje ne bi segrelo za več kot 1,5 stopinje, je nujno mednarodno sodelovanje. Vemo, da tekmujemo s časom in sedanje desetletje je kritično, da preusmerimo rast toplogrednih plinov navzdol. Eden izmed ključnih ukrepov v boju za blaženje podnebnih sprememb je zaustavitev upada biotske raznovrstnosti. Pa je cilj dosegljiv. Osebno bi bila vesela že, če bi vsak človek razumel, da narava lahko preživi brez njega, on brez narave ne. Zato je treba pohvaliti tudi varstvo biotske raznovrstnosti, ki je doživela svoj pariški moment z dosego prelomnega dogovora dober mesec dni nazaj v Montrealu. Do leta 2030 naj bi zavarovali 30% narave. Uničevanje in onesnaževanje ekosistemov planeta Zemlje je rak rana sodobne družbe. Sočasno poteka tudi onesnaževanje z dezinformacijami in manipulacijami zoper nujnost okoljske varnosti.
Za podnebno pravičnost in za obvarovanje našega planeta, tudi za naše zanamce, moramo na vključujoč način ukrepati zdaj. Slovenija in Evropska unija morata biti pri tem jasni in odločni. Ko govorimo o človekovih pravicah, prevečkrat ugotavljamo, da so zelo pogosto žrtve ženske. Kot predsednica in ženska dobivam čedalje več pobud, da zdaj, ko smo ženske prevzele kar precej politične odgovornosti v državi, tudi konkretno naredimo kaj za enakost spolov. Pri tem naj še enkrat poudarim, da si ne smemo zatiskati oči pred drugimi izvori ranljivosti posameznikov in posameznic. Revščina oziroma slab ekonomski položaj je eden od ključnih virov neenakopravnosti in neenakih možnosti v vseh življenjskih obdobjih, pri čemer so revne ženske, posebej če so starejše, res zelo ranljive. Potrebne so politike, ki niso spolno nevtralne in celo slepe za družbeno oblikovane vloge spolov, ki so pogosto vir najhujših neenakosti in ranljivosti, tudi nasilja. Poleg zahrbtnega nasilja v družini in domačem okolju se še vedno soočamo tudi s političnim nasiljem nad ženskami. Zavedam se zakoreninjenih stereotipov in vzorcev, da se teh ne da odpraviti čez noč, tudi če država zmore pravno ustrezno urediti neko vprašanje, kot je recimo Slovenija uspela s pristopom samo ja pomeni ja pri pregonu kaznivega dejanja posilstva. V pravnem smislu smo lahko samozavestni, pot do dejanskih sprememb pa je še dolga, zato ne moremo biti tiho. In jaz ne bom. Zato podpiram pobudo iz leta 2021, ko je tedanji predsednik Generalne skupščine Združenih narodov sklical vse ženske predsednice vlad in držav v okviru platforme voditeljic držav članic OZN. Vsebinski poudarek platforme je na premisleku o prednostnih vprašanjih sodobne mednarodne skupnosti in iskanju rešitev za današnje težke in med seboj prepletene izzive. Menim, da je takšna institucija potrebna, nujna, zato se želim v njen zagon čim prej dejavno vključiti. Spoštovani, takole se vidim in takole vidim moje delo v letu 2023. Slovenija ni samostojen otok v oceanu. Slovenija je del mednarodne skupnosti, ki se danes sooča predvsem z globalnimi problemi. Zato se Slovenija čuti dolžno in odgovorno prispevati k politikam, ki bodo te probleme odpravljali. Pri tem lahko name in na moj tim vedno računate. Hvala lepa in srečno. Thank you very much. I do apologize because I was a bit long, but I wanted to share, basically all of my thoughts that I have right now in my head. Thank you very much.